Nova oddaja, novo reševanje vaših prometnih dilem. Veš, to bi lahko bil delovni naslov te rubrike Reševalni volan. Spet ena za vas Štajerce, ki se peljete proti Brniku, da boste potem odleteli nekam z letalom v tujino, če ne bo let odpovedan seveda. Seveda. Vedno, ko se vozim na Brnik, sem v dilemi tam okrog Domžal, ne vem, ali naj avtocesto zapustim in nadaljujem pot po regionalni cesti, ali se naj peljem raje po avtocesti naprej mimo Ljubljane. No, najni tokratni orožji za napad sta Škodi Kamik in pa Skala, s tem, da Kamik ima litrski TSI s 85 kW, se pravi 115 konji, Skala pa ena 5-litrski TSI s 110 kW, se pravi 150 konji, torej je zmagovalec jasen. No, ni. Po pravilih, se pravi po omejitvah, sva? Ja. 3, 4, zdaj. Ja, a že tle volan. Google priporoča kar obe poti, prva ne bi bila malenkost hitrejša in več kot polovico krajša. Ampak, že lahko vidite, kaj bo dejansko moja največja ovira. Semaforji, itak. Na drugi poti ni do cilja niti enega, tukaj pa nešteto. Posebne gneče sicer ne pričakujem, tudi zgodaj zjutraj, ko je večina letov, so ceste bolj ali manj prazne. Semaforji pa delajo. Ok, jaz sem Skalo ostal na avtocesti in se peljem mimo Ljubljane in skozi tunel Šentvid proti Gorenjski. Ok, če gledam samo strošek goriva, bi morala tale pot biti slabša, ampak poznam zelo veliko voznikov, ki jim je mar za evro ali dva gor dol, sam da ne rabijo čakati pri semaforjih in med njimi sem tudi jaz. Ko se vozim iz Štajerske na Gorenjsko, vedno izberem avtocesto, če ni zastoja, jasno, nastavim tempomat, da ne rabim skrbeti za omejitve in lahko lepo v miru občudujem protipožarni omet v predoru Šentvid. Ha, jaz imam pa celo radarski tempomat, čeprav ga tukaj ne rabim kaj dosti, ker ni prometa. Precej hitreje gre sedaj mimo Mengša, odkar je nova obvoznica in ko bo povsem končana, bo vse skupaj še hitreje. Ok, cilj in 23 minut. Evo, ta je že vas naveličan. Torej, razlike je bilo v času 8 minut, jaz sem potreboval 31 minut, Iztok 23, prevozil sem 20 km, ti pa 37, ne? Je tako. Skoraj še enkrat toliko. Koliko sem uporabo? 6-8. Jaz pa 5-6. Ampak glede na to, da sem prevozil malo daljšo pot, sem mogoče v luft spustil kak gram CO2 več, so pa gore kljub temu še vedno zelene, ne? Krasno, še en problem rešen, pa varno za volanom. Zdaj za razliko v porabi, ne, mi lahko pa ti izplačaš v tekočih poslih. Boš dividende dobil. Dobro.